Pozdravljeni. Z vrsto zanimivih predstavitev letos na Agenciji za okolje obeležujemo 22. marec, Svetovni dan voda, na temo Podzemna voda, skrito naj postane vidno. Dan kasneje, 23. marca, pa Svetovni dan meteorologije na temo zgodnja opozorila za pravočasno ukrepanje. Pripravili smo zanimive opise podzemne vode, njenih tokov in kakovosti, značilnosti poplav in suš v Sloveniji, bdenja nad vremenskimi in hidrološkimi razmerami. Predstavili smo proces priprave in namen zgodnjih opozoril na nevarne dogodke. Dodali smo tudi pregled pričakovanih sprememb v njihovi pogostosti, trajanju in intenzivnosti. Uvodoma bo magistrica Mojca Dolinar, stalna predstavnica Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji, orisala pomen državne meteorološke in hidrološke službe in izpostavila pomen povezanosti hidroloških in meteoroloških informacij, pa tudi poslanstvo Svetovne meteorološke organizacije. Spoštovani, dan voda in dan meteorologije si na koledarju sledita, kar odraža njuno naravno povezanost. Ker sta voda in vreme neločljivo povezana, tudi na Agenciji za okolje ta dva dneva obeležujemo skupaj. Letošnji Svetovni dan voda pod drobnogled postavlja podzemno vodo. Z geslom skrito naj postane vidno nas spodbuja, da se zavedamo pomena podzemne vode. Podzemna voda, daleč od oči, skrita pod površjem, je skriti zaklad izjemnega pomena za naše življenje. Tudi za nas Slovence, ki smo pregovorno dobro priskrbljeni z vodo, saj je za kar 95% našega prebivalstva to vir pitne vode. Čeprav skrita, pa podzemna voda ni neobčutljiva za naša dejanja. Zaradi njene prekomerne rabe in onesnaževanja marsikje izgubljamo življenjsko pomemben vir. Ker je podzemna voda za naše življenje tako neprecenljiva, je prav, da razumemo, kaj se z njo dogaja. Da poznamo njeno količinsko stanje, njeno kakovost in kaj vse vpliva na to. Le na ta način lahko z njo ravnamo trajnostno, da bo tudi v prihodnosti, ko bo poleg ostalih pritiskov še pod vplivom podnebnih sprememb, ostala dragocen zaklad. Pomen vode ob Svetovnem dnevu meteorologije poudarja tudi Svetovna meteorološka organizacija. Eno njenih pomembnejših poslanstev je naslavljanje izzivov v zvezi z vodo, preden ti privedejo do resne krize. S spodbujanjem držav k sistematičnem spremljanju vodnih virov, raziskovanju in razumevanju procesov vodnega kroga skrbi za to, da smo pripravljeni na oba hidrološka ekstrema, poplave in suše, in da imamo dovolj znanja in drugih veščin za trajnostno ravnanje z vodnimi viri. Svetovni dan meteorologije je namenjen tudi temu, da prikaže pomen nacionalnih meteoroloških in hidroloških služb v skrbi za varnost in dobrobit družbe. In tako smo že pri sloganu letošnjega Svetovnega dne meteorologije zgodnja opozorila za pravočasno ukrepanje. Čeprav smo v primerjavi z marsikaterim delom sveta v smislu vremenskih in hidroloških dogodkov relativno varni, pa se tudi v Sloveniji srečujemo z ekstremnimi dogodki, ki lahko povzročijo znatno škodo ali zahtevajo celo smrtne žrtve. S stopnjevanjem podnebnih sprememb pričakujemo, da se bodo taki dogodki še gostili in da bodo tudi bolj intenzivni. To pa pomeni, da bomo v prihodnosti izpostavljeni še večji nevarnosti zaradi ekstremnih vremenskih in hidroloških dogodkov. Če smo dobro pripravljeni na take dogodke, lahko zelo omilimo škodo in preprečimo človeške žrtve. Za dobro pripravljenost pa sta ključni dve stvari. Najprej se moramo potencialnih vremenskih in hidroloških nevarnosti zavedati že pri načrtovanju in to kakršnih koli dejavnosti. Evropska okoljska agencija je ugotovila, da lahko z dobrim načrtovanjem, torej z upoštevanjem lokalnih vremenskih in hidroloških značilnosti in njihovih prihodnjih sprememb, zaradi sprememb podnebja, zmanjšamo škodo vsaj za 2-krat, v večini primerov pa še za večkrat, tudi za faktor 10. Drugi ključni ukrep pri preprečevanju škode ob ekstremnih vremenskih dogodkih je spremljanje opozoril. Na Agenciji za okolje s pomočjo razvejane mreže meritev, s pomočjo modelov in znanja
Spremljamo stanje v ozračju in vodnem krogu in izdajamo opozorila pred ekstremnimi vremenskimi, hidrološkimi in oceanografskimi pojavi. S spremljanjem opozoril lahko posamezniki in skupnosti sprejemamo kratkoročne ukrepe, se zavarujemo in preprečimo tako človeške žrtve kot tudi gmotno škodo. Na agenciji se trudimo, da so naša opozorila, podatki in informacije pravočasno in lahko dostopni in na ta način koristi čim širšemu krogu uporabnikov. V naslednjih predstavitvah vam bomo predstavili vsebine, ki so izpostavljene ob letošnjem dnevu voda in meteorologije. Vabim vas, da si jih ogledate. Ste se kdaj vprašali, kje je vir vode, ki priteče iz naših pip? Kar v 97% je to podzemna voda. Prva predstavitev povzema značilnosti talne vode v Sloveniji, spremljanje količinskega stanja in trende, pa tudi vpliv rabe podzemnih virov na razpoložljivo količino. Predstavili bomo količinsko stanje glavnega vira pitne vode v Sloveniji, to je podzemno vodo, kar počnemo na Arsu. Podzemna voda v Sloveniji je vsepovsod. V bistvu je skrita, je nevidna in predstavlja glavni vir pitne vode v Sloveniji. Imamo kar 97% pitne vode iz podzemne vode. To, da je podzemna voda res povsod, nam kaže že hidrogeološka karta, na kateri vidimo različne tipe vrst podzemnih voda oziroma v katerih kamninah, nekako v kakšnih tipih je ta podzemna voda ujeta. Se pravi, bodisi na krasu, bodisi v pripovršinskem sloju, bodisi med zrni peska ali kako podobno. Je pa praktično po vsej državi imamo podzemno vodo. Ni območja brez podzemne vode. Za oceno količinskega stanja podzemne vode potrebujemo monitoringe. Na Agenciji za okolje tako izvajamo monitoring medzrnskih vodonosnikov, kjer direktno merimo gladine podzemne vode in to imamo preko 150 merilnih mest. Na Krasu merimo količino na pretokih iz virov, kjer pač ocenimo izdatnost podzemnih vodnih virov. Drugje pa oceno količinskega stanja naredimo na osnovi vodno-bilančnega modela, s katerim ocenimo napajanje podzemne vode. Oceno količinskega stanja podzemne vode naredimo na vodnih telesih v Sloveniji, ki jih je 21. Na tej bazi vsako telo pogledamo, izvedemo določene teste in opravimo analizo količine. Najdostopnejši vir podzemne vode v Sloveniji so aluvialne ravnice. Teh območij prodnih nasotin so v bistvu najbogatejši in najbolj izdaten vir pitne vode in tudi najbolj izdaten vir, se pravi podzemne vode, kjer lahko to koristimo. Enostavnost dostopa je preko vodnjakov ali vrtin in to se kaže tudi v velikem številu teh objektov na teh območjih. Analizo tega naredimo z analizo trendov gladin na merilnih mestih Arso in na osnovi tega izvedemo to oceno količinskega stanja na takih območjih. Skoraj polovico Slovenije prekriva Kras. Na Krasu gre za območje brez površinskih voda, je močno ranljivo na vse pritiske na podzemno vodo, saj je samočistilna sposobnost podzemne vode na Krasu zelo majhna. Na Krasu imamo različna podzemna pretakanja, bifurkacije, torej tokove vode v več smeri, iz ene smeri, iz enega območja in pa v bistvu do podzemne vode pridemo preko izvirov ali preko vrtin skozi debele plasti Krasa. Na Krasu analizo ocen naredimo poleg bilančnih ocen, se pravi naredimo še oceno trendov nizkih pretokov izvirov. Za območje celotne Slovenije izdelamo
tudi vodno-bilančno analizo napajanja podzemne vode preko bilančnih komponent. Z modelom vodne bilance tako ocenimo količine podzemne vode ter na osnovi črpanih količin podzemne vode izvrednotimo tudi razpoložljive količine. Na karti se vidi, da imamo največje črpanja ravno na območjih aluvialnih ravnic, kot so Ljubljanska kotlina, na območju Dravskega in pa Prekmurskega polja. V bistvu to podobno, kot smo že prej govorili, da je tam na teh medzrnskih vodonosnikih najbolj dostopna podzemna voda. V Sloveniji imamo tudi geotermalne vodonosnike. To so vodonosniki, kjer črpamo oziroma imamo dostop do skrite vode, se pravi do mineralne in termalne vode. In v bistvu ta voda je skrita v vodonosnikih globine med 0,5 in 2 kilometrama. Vse skupaj pa ocenjujemo preko uporabniškega monitoringa, tako gladin kot tudi količin črpanja. Skupna ocena količinskega stanja v Sloveniji je izvedena preko 4 preizkusov. Glavne preizkuse sem omenil v prejšnjih prosojnicah in končna ocena je najslabša ocena izmed teh preizkusov. Ocena količinskega stanja v Sloveniji za podzemno vodo je dobra, povsod razen na območju vodnega telesa Dravske kotline, kjer imamo količinsko stanje ocenjeno slabo zaradi zatekanja slabše vode zgornjega vodonosnika, kvartarnega, v spodnji pliocenski vodonosnik in s tem se poslabšuje stanje pliocenskega vodonosnika. Se pravi, gre za spremembo količinskega vidika napajanja. In kaj kaže prihodnost? S modelom mGrova ocenjujemo tudi napajanje podzemne vode do 2100 in kot primer nekako srednjega podnebnega scenarija kaže, da količine napajanja podzemne vode na letnem nivoju bodo podobne, kaže pa se na regionalne in sezonske spremembe. Se pravi, spremembe bodo pa ne na letnem in celotnem državnem nivoju. V Sloveniji imamo letno v povprečju 4 milijarde kubičnih metrov razpoložljive podzemne vode, kar pomeni, da vsak prebivalec Slovenije ima na razpolago 2000 kubikov razpoložljive podzemne vode na leto. Več o teh podatkih in naših meritvah ter analizah si lahko preberete na naših internetnih straneh, kjer si lahko gledate tako podatke kot posamezna letna ocene količinskega stanja ali pa celovite preglede za oceno količinskega stanja. Ni pomembna le količina, prav tako pomembna je tudi kakovost podzemne vode in prisotnost novodobnih onesnaževal. Žal ima podzemna voda slabo samoočistilno sposobnost in preteče veliko časa, da onesnaženje izzveni. Agencija za okolje spremlja kakovost podzemne vode od leta 1987. Na podlagi letnega programa vzorčimo podzemno vodo 2-krat na leto, in sicer v spomladanskem in jesenskem obdobju. V mrežo so vključene vrtine, vodnjaki na črpališčih, privatni vodnjaki in industrijski vodnjaki, kraški izviri in namenski objekti, ki so bili zgrajeni v okviru projekta Bober. Na merilnih mestih spremljamo tudi do 200 parametrov, med katerimi so osnovni fizikalno-kemijski parametri, kovine, pesticidi in lahko hlapne organske spojine. V zadnjih letih smo v podzemni vodi pričeli spremljati tudi tako imenovana novodobna onesnaževala, med katerimi so kot primer ostanki zdravil. Kemijsko stanje vrednotimo po uredbi o stanju podzemnih voda, ki predpisuje standarde kakovosti za nitrate in pesticide in vrednosti praga za lahko hlapne halogenirane spojine. Standardi kakovosti so skupni vsem državam v Evropi, vrednosti praga pa določi vsaka posamežna država glede na ogroženost podzemne vode. Kljub temu, da je podzemna voda skrita pod zemeljskim površjem, ni zaščitena pred morebitnim onesnaženjem. Ima slabo samočistilno sposobnost in onesnaženje, ki zaide vanjo, se tam zadržuje daljši čas. Zato je le zelo pomembno, da preprečimo vsakršno onesnaženje, saj predstavlja podzemna voda glavni vir pitne vode v Sloveniji. V letu 2021
je monitoring kakovosti podzemne vode potekal na 14 vodnih telesih. Rezultati monitoringa so pokazali, da so predvsem zaradi intenzivnih človeških dejavnosti, kot je kmetijstvo, industrija, večja poseljenost, najbolj obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu Slovenije, v ravninskih predelih rečnih dolin Savinje, Drave in Mure. Slabo kemijsko stanje je bilo določeno za Savinjsko, Dravsko in Mursko kotlino. V teh vodnih telesih je podzemna voda prekomerno obremenjena z nitrati, na Dravski kotlini pa tudi z atrazinom. Na nekaterih vodnih telesih smo občasno ugotovili tudi lokalno obremenjenost z lahko hlapnimi halogeniranimi spojinami. Na vodnih telesih s slabim kemijskim stanjem povprečne letne vsebnosti nitrata v obdobju od leta 1998 do leta 2021 kažejo statistično značilne trende upadanja vsebnosti nitratov. Prav tako statistično značilno upadajo tudi vsebnosti atrazina na Dravski kotlini. Novodobna onesnaževala so spojine, ki so bile v zadnjih letih odkrite v vodah in kot take lahko povzročajo vplive na okolje in zdravje ljudi. Lahko jih delimo na več skupin, najbolj pogosta pa je delitev na ostanke zdravil, industrijske kemikalije, zaviralce gorenja, nanodelce, cianotoksine. Posebej problematične so spojine, ki so zaradi svojih lastnosti v okolju zelo obstojne. V okolju se zato zadržujejo zelo dolgo, lahko se prenašajo na velike razdalje tako z vodo kot tudi z zrakom. Spojine se lahko bioakumulirajo, recimo v ribah, in kot take vstopajo v prehranjevalno verigo tudi pri človeku. Lahko vplivajo na hormonsko ravnotežje, vplivajo na imunski sistem, so kancerogene. Naštetih je tudi nekaj primerov. Diklofenak je protivnetno zdravilo. Sulfametaksazol je antibiotik, ki se uporablja tako v humani kot veterinarski medicini. Karbamazepin ima širok spekter uporabe. Uporablja se kot antiepileptik za zdravljenje nevropatske bolečine, bipolarne motnje v kombinaciji z drugimi zdravili. Uporablja se le v humani medicini, zato je dober pokazatelj urbanega onesnaženja. Polibromirani difeniletri so kot primer zaviralcev gorenja, bisfenol A, bolj znan po kratici BPA, dodaja se v plastične izdelke, vsi poznamo kratico BPA free na plastenkah. Perfluorooktansulfonska kislina ali PFOS je imela v preteklosti širok spekter uporabe. Uporabljala se je za impregnacijo izdelkov, oblek, pohištva, preprog, tudi v posodah, dodajali so jo v peno za gašenje. Danes je uporaba močno omejena le na področja, kjer niso našli ustrezne zamenjave. V industriji elektronike in polprevodnikov, hidravličnih tekočin v letalih. Od leta 2014 v podzemni vodi spremljamo tudi ostanke zdravil. Farmacevtske učinkovine in njihovi razgradni produkti lahko pridejo v okolje na več načinov. Potencialni vir predstavlja neustrezno očiščena odpadna voda farmacevtske industrije. Nevarnost predstavlja tudi neprimerno odlaganje zdravil po pretečenem roku uporabe. Vir pa predstavlja tudi sama uporaba zdravil, tako v humani kot tudi v veterinarski medicini. Človeško ali živalsko telo namreč uporabi le del zdravilnih učinkovin, preostanek in razgradne produkte pa telo izloči. V okolje tako pridejo preko čistilne naprave, ki ostanke zdravil večinoma zelo slabo odstrani, ter neustrezno vzdrževanega kanalizacijskega omrežja in greznic. Ostanke veterinarskih zdravil z gnojenjem raztrosimo po njivah in vrtovih, kjer se lahko spirajo v vode. Nekatere spojine se v okolju razgradijo, nekatere pa so obstojne in jih v vodah zaznamo še mnogo let. Monitoring od leta 2014 je pokazal, da so najbolj obremenjena merilna mesta na vodnih telesih, kjer prevladujejo kraški tip vodonosnika. Najbolj obremenjena merilna mesta so izviri reke Krke, težke vode, Bilpe, izviri Ljubljanice in tudi izvir Krupe. V zaledju večine izvirov so namreč komunalne čistilne naprave. Najpogosteje določeni ostanki v Sloveniji so bili karbamazepin, kofein in sulfametoksazol. K našim nalogam spada tudi spremljanje kakovosti podzemne vode na Krasu v naravnih in zajetih izvirih.
V ta namen programe monitoringa vzpostavljamo s pomočjo digitalno urejene podatkovne zbirke sledenja tokov podzemne vode. Vključujemo tudi točkovne vire onesnaženja podzemne vode in kraških unikalnic. Tako poznamo hitrost in smer pretakanja podzemne vode, kar je ključno za pravočasno ukrepanje in varovanje vodnih virov na Krasu. V Agenciji za okolje spremljamo kakovost podzemne vode na Krasu v naravnih in v zajetih izvirih. V ta namen vzpostavljamo programe monitoringov s pomočjo digitalne zbirke podatkov o rezultatih sledenja tokov podzemne vode. V nadaljevanju vam bom predstavila praktičen primer ugotavljanja virov onesnaženja podzemne vode in ponikalnic na območju jugovzhodno od Grosuplja. Ponikalnice se naprej površinsko, nato podzemno drenirajo proti izviru Krke. Pri reševanju tega primera smo uporabili podatke o smereh tokov podzemnih voda. V letih 2009 in 2010 smo v agenciji obvestili pristojne inšpekcije o večjem onesnaženju na Dolenjskem Krasu v izviru Krke, kjer smo več let ugotavljali izredno visoke koncentracije pesticidov. Koncentracije so močno presegale okoljske standarde, ki jih določa uredba o stanju podzemne vode. Zelo izrazito je bilo onesnaženje s terbutrinom. Terbutrin je registriran kot biocid in se uporablja v sredstvih, ki so namenjena za zaščito sten in ometov. S ciljem ugotavljanja virov onesnaženja smo izvedli več ukrepov. V letu 2011 smo v sodelovanju z Jamarsko zvezo preiskali 60 jam v neposrednem prispevnem zaledju izvira. V večini sta bila vzorčena tudi sediment in podzemna voda. Ugotovili smo, da je več jam onesnaženih z različnimi odpadki, med katerimi pa pesticidov nismo našli. Zaradi suma na onesnaženje površinskega prispevnega zaledja izvira smo v letu 2011 pričeli spremljati stanje površinskih voda na območju Grosupeljskega in Radenskega polja, ki odražajo površinski del zaledja izvira Krka. Program smo pripravili s pomočjo poznanega napajalnega zaledja izvirov Krke in dokazanih smeri podzemnih povezav z izviri. Zaledje sestavlja ta kraški in nekraški del. Obseg zaledja znaša 291 kvadratnih kilometrov. Na osnovi zaledja in poznanih smeri pretakanja smo lahko zasnovali racionalen in strokovno utemeljen program. Preverili smo ponor Rašice in Dobravke. V visokih koncentracijah so bili pesticidi prisotni v ponoru Dobravke. Zato smo se v nadaljevanju raziskave usmerili v porečje Dobravke in Podlomščice. Ugotovili smo, da se terbutrin in diuron v izredno visokih koncentracijah pojavljata v potoku Biče pod iztokom iz komunalne čistilne naprave Grosuplje. V Podlomščici v Malem Mlačevem, cirka 1 kilometer dolvodno od izpusta iz čistilne naprave, smo poleg terbutrina in diurona našli tudi visoke vsebnosti metalaklora, atrazina in terbutalazina. Primerjava rezultatov kaže, da se tako v površinskih vodah na območju Grosuplja kot v izviru Krke pojavljajo enake vrste pesticidov. Pojav visokih vrednosti biocidov v komunalnih odpadnih vodah pod čistilno napravo Grosuplje je utemeljil sum, da na območju Grosuplja obratuje podjetje priključeno na komunalno čistilno napravo, ki omenjene učinkovine vnaša v odpadne vode. Pojav dodatnih pesticidov od izpusta iz čistilne naprave do Malega Mlačevega v Podlomščici pa bi lahko pomenil nepravilno rabo v kmetijstvu, pa tudi nepravilno rabo v nekmetijskih dejavnostih. O ugotovitvah in rezultatih monitoringa smo v letu 2012 ponovno obvestili pristojne inšpekcijske službe. Z inšpekcijskim pregledom je bilo ugotovljeno, da je eno izmed gradbenih podjetij na območju Grosuplja industrijske odpadne vode, nastajajoče pri pranju mešalnih posod in rezervoarjev z biocidi v proizvodnem procesu, odvajalo neposredno v javno kanalizacijo. S tem v zvezi je inšpekcija podjetju izrekla ustrezne ukrepe. Od leta 2012 se pesticidi v izviru Krka in njegovem napajalnem zaledju v takih koncentracijah niso pojavili več. Primer kaže, kako je poznavanje prostorske in časovne razporeditve podzemnih tokov
pomembno za reševanje okoljske problematike. Strokovne informacije so običajno razpršene po različnih arhivih, knjižnicah in člankih, ki običajno niso digitalizirani. Sistematično urejena, ažurirana, za javnost odprta digitalna baza že opravljenih sledenj, ki vključuje podatke o izvedbi poskusa, dobljene rezultate in vire pridobljenih informacij, je dobra rešitev. Hiter dostop do digitalne zbirke je zelo pomemben tudi v primerih vse pogostejših okoljskih nesreč, saj so znane hitrosti in smeri pretakanja podzemne vode za pravočasno ukrepanje ter varovanje vodnih virov na Krasu ključnega pomena. Slovenija je vodnata dežela. Ob lepotah naših rek kaj hitro pozabimo, kako uničujoče so lahko poplave. V zadnjih desetletjih so poplave pogostejše in tudi silovitejše. Pojavljajo se v vseh delih Slovenije. Vedno bolj pogoste so hudourniške in mestne poplave. Nastajajo pozno poleti in jeseni. Urbanizacija se širi tudi na območja potencialnih poplav. Seveda pa nismo pozabili tudi na poplave morja. Slovenija je vodnata dežela. Ob lepotah naših rek kaj hitro pozabimo, kako uničujoče so lahko poplave. Ker je Slovenija povirna dežela, ima večina naših rek hudourniški značaj, kar pomeni, da lahko v nekaj urah ali celo v nekaj 10 minutah hitro narastejo in poplavijo. V zadnjih desetletjih so poplave pogostejše in tudi silovitejše. Pojavljajo se v vseh delih Slovenije. Vedno bolj pogoste so hudourniške in mestne poplave, ki nastanejo pozno poleti in jeseni, prav tako tudi poplavi morja. Zaradi širjenja urbanizacije na območja, kjer se voda potencialno lahko razlije, se povečuje škoda, zaradi onesnaženj podzemne vode v poplavah pa je ogroženo tudi zdravje. Škoda v poplavah se povečuje, k sreči pa se zmanjšuje število človeških žrtev v poplavah. K temu prispeva tudi vse boljša napoved poplav in obveščenost prebivalstva ob izdaji opozorila pred poplavami. Še vedno pa je gospodarska škoda vse višja in ob večjih poplavah v zadnjih desetletjih preseže nekaj 100 milijonov evrov. O posameznih večjih poplavah je presegla tudi 2% bruto domačega proizvoda. Takrat smo lahko zaprosili tudi za pomoč iz sklada evropskih mehanizmov. Spoznali smo, da poleg naravnih pojavov lahko večje poplave poslabša tudi človek, kot je bilo to na Dravi leta 2012. Hudourniške poplave so tiste, katere je najtežje napovedati in se pred njimi pravočasno zaščititi, a so tudi najbolj silovite. Zato običajno terjajo tudi najvišji človeški davek. Nastanejo kot posledica ekstremne količine padavin na manjšem območju, hudourniške vode, ki rušijo vse pred seboj, je skorajda nemogoče ustaviti. V zadnjih letih ob hudourniških vodotokih pomikamo oznake najvišje zabeležene vode, žal vedno višje. Največjo gmotno škodo povzročajo večje dolinske poplave, ko zalije pomembno državno infrastrukturo in dele večjih mest. Nastanejo kot kombiniran dogodek, ki se v istem času združi več ekstremnih vremenskih dogodkov, kot na primer dolgotrajne padavine in taljenje snega, ali pa ko po dolgotrajnih padavinah in že močno naraslih rekah narastejo še hudourniški vodotoki. Večje kraške poplave se pojavljajo sicer bolj poredko, a poplavna voda lahko na kraških poljih vztraja tudi nekaj tednov ali celo več kot mesec dni. Običajno pa je materialna škoda ob teh poplavah manjša, omejena le na naselja ob kraških poljih. V zadnjih desetletjih se srečujemo tudi z vse pogostejšimi in obsežnejšimi poplavami morja ob slovenskih obalnih mestih. V zadnjih 60 letih se je srednja gladina morja ob slovenski obali dvignila za 10 cm, v zadnjih letih pa se dviguje še hitreje. Poplave obalnih mest in infrastrukture so tako pogostejše, kar se kaže tudi v prihodnjih letih, saj je trend dvigovanja gladine svetovnih morij vse bolj izrazit. Morska gladina se dviguje celo nekoliko hitreje, kot smo do sedaj pričakovali. Ob vseh naštetih dejavnikih, ki nam govorijo o tem, da se bo poplavna ogroženost v Sloveniji v prihodnjih letih še večja,
je pomembno nadaljnje načrtovanje in urejanje prostora ob rekah in rečnih zaledjih. Ob poplavah pride zaradi nespametnega ali celo malomarnega odnosa do obrečnega prostora do onesnaženj rek in tudi pitne vode. In prav z namenom ozaveščanja o tem, do kam lahko seže poplavna voda, smo na Agenciji za okolje skupaj z Zvezo geografov Slovenije pričeli z nameščanjem ozaveščevalnih tablic z oznakami o najvišji do sedaj zabeleženi gladini vode ob poplavah. In prav v petek, 18. marca, je potekalo nameščanje ene takšnih tablic na obali v Sečoveljskih solinah. Kolektivni spomin na poplave je namreč precej kratek, zato je pomembno stalno ozaveščanje o silovitosti vodne ujme. Upamo lahko le, da bodo gradbeni protipoplavni ukrepi, ki se ta čas izvajajo v državi, ter samozaščitni ukrepi in pa boljša ozaveščenost v prihodnje le omilili škodo ob poplavah. Ne samo poplave, tudi suša v zadnjih desetletjih predstavlja vse večjo težavo. Suše so pogostejše in intenzivnejše, pojavljajo se v vseh letnih časih. V zadnjih 60 letih so kar 3 večje suše presegle mejo za razglasitev naravne nesreče. Že leta izvajamo monitoring suše, vzpostavili pa smo tudi ogrodje za njeno proaktivno upravljanje. Iz spremljanja novic o suši v zadnjih nekaj letih lahko dobimo občutek, da težave z različnimi oblikami suši po vsej Evropi naraščajo. Suša s požari v Skandinaviji, v Franciji redukcije pitne vode v številnih kantonih, španske reke so bile prazne, v Rimu so omejevali rabe vode, zaprli so znane fontane. Izgube v kmetijstvu v Franciji in Nemčiji so imele vrtoglave številke. Občutek ne vara. Že od zgodnjih 80 let prejšnjega stoletja v Evropi narašča število območij, ki jih prizadene suša, kar potrjujejo tudi merjeni podatki. Razsežnost in pogostnost sušnih dogodkov sta v zadnjih letih v porastu v celotnem prostoru Evrope, tudi v državah Severne Evrope in tudi v sicer padavinsko bogatih državah, kot je na primer države alpskega prostora, kjer v preteklosti težav sušo nismo beležili. Podatki na prosojnici kažejo, na levi strani je letni odklon vsebnosti vode v površinskem sloju tal v Evropi. Podatki kažejo na večjo pogostnost suš na območju Evrope od leta 1979 do leta 2019, glede na referenčno obdobje 1981-2010. Rdeči štrclji nam kažejo, da se dejansko intenzivnost suš v Evropi povečuje. Slovenija pa se nahaja v stičišču k suši nagnjenih območij Evrope. Na prosojnici desno je graf tako imenovane meteorološke vodne bilance, s katero označujemo kmetijsko sušo. Po letu 90 beležimo vse več let, ko je na nivoju države letno izhlapilo več vode, kot smo jo s padavinami prejeli. Zgoščena pa so sušna leta, predvsem po letu 2000. V zadnjih 20 letih smo beležili kar 6 suš, ki so Slovenijo prizadele v razsežnosti naravne nesreče. Suša se pojavlja čedalje z večjo jakostjo ter v regijah in v letnih časih, kjer v preteklosti z njo ni bilo težav. V Sloveniji so bile v preteklosti sušna obdobja najbolj značilna za poletne mesece. V zadnjem času so poleti vedno bolj pogosta daljša obdobja ekstremno visokih temperatur zraka oziroma vročinski valovi, ki močno pospešujejo izhlapevanje, zaradi česar se v pomanjkanju padavin sušne razmere zelo hitro razvijajo. To so tako imenovane rapidne oziroma kratkotrajne suše. V zadnjih letih se poleg poletnih suš pojavljajo sušne razmere tudi v sicer bolj mokrih letnih časih, spomladi, jeseni in pozimi. Spomladanska suša in nizka zaloga vode v tleh vpliva predvsem neposredno na kmetijstvo, tako da ni redko namakanje že spomladi, da se lahko omogoči sajenje in vznik kmetijskih rastlin ter razvoj ozimin. Do neke mere sicer pomagajo tehnološki ukrepi, tudi letošnje leto ni izjema, tla so zelo podhranjena, z vlago se obilnejšega dežja ni bilo že od januarja. Jesenske in zimske suše pa ob koncu vegetacijskega obdobja vplivajo predvsem na nižje vodostaje površinskih voda ter počasnejše obnavljanje zalog podzemne vode. Zelene zime prispevajo tudi k krčenju
tako imenovanega našega Triglavskega ledenika, občutno pa se s problemom srečuje tudi zimski turizem. Ponekod v Evropi beležijo celo večletne suše, na srečo v Sloveniji se s to težavo ne soočamo v tolikšni meri, so pa primeri v drugih delih Evrope. Primer večletne, najdalj trajajoče hidrološke suše podzemnih voda v Sloveniji pa smo beležili med leti 2002 in 2004. Še nekaj vplivov suše, katera področja prizadeva in kakšne so ocene škode. Ob sedanjem načinu življenja Evropa zaradi suše utrpi v povprečju 9 milijard evrov škode letno. Ob nespremenjenih družbeno-ekonomskih razmerah, ko bo ozračje toplejše za 2 oziroma 3 stopinj Celzija, bo gospodarska škoda zaradi povečane pojavnosti in intenzivnosti suš narasla na povprečno 12 milijard evrov letno, oziroma se celo podvojila glede na sedanje škode. Ob tem so prizadeta številna področja našega življenja. Suša krmi naravne habitate, pridelavo hrane, hidroenergijo, demografijo zaradi preseljevanj, dostopnost in kakovost pitne vode, zimske dejavnosti in druge. Znanstvena meteorološka in hidrološka srenja se je zaradi povečevanja težav s sušo na globalnem nivoju v zadnjih letih zelo okrepila, z razvojem orodij za bdenje nad razvojem suše. Suša je za zaznavanje zelo kompleksen pojav. V sklopu programa Copernicus je nastalo tako imenovano orodje Globalni observatorij za sušo, ki ima svoj krak tudi v evropskem prostoru z Evropskim observatorijem za sušo. Na sliki lahko vidimo sušne točke v svetu ob koncu februarja 2022. Na Arso pa smo ponosni, da smo v zadnjih nekaj letih razvili 2 kukala za bdenje nad razvojem suše, in sicer DroughtWatch, ki smo ga s konzorcijem partnerjev razvili po Donavski regiji. Orodje je nastalo kot aktivnost sušnega centra za jugovzhodno Evropo, ki ga vodimo na Arso v sklopu transnacionalnega projekta v Podonavju. Temelji na merjenih satelitskih podatkih in številnih indikatorjih suše. V Sloveniji pa skupaj meteorologi, hidrologi in agrometeorologi tedensko izdajamo sušomer, bilten stanja suše, ki ga izdajamo na naših spletnih straneh. Tu lahko razberete stanje kmetijske suše, suše površinskih voda ter suše v podzemni vodi, trende in napovedi. Poleg podatkov za zgodnje opozarjanje na Arso vključujemo tudi podatke opazovalcev v suši. In še nekaj misli za zaključek oziroma vprašanje, kako bolje upravljati sušo, ki se pogosto pojavi v sušnih razmerah. Krepiti moramo odgovoren odnos do vode v vseh porah družbenega življenja. Voda je pravica, ki smo jo zapisali v ustavo, vendar je tudi naša odgovornost. Potrebno je boljše upravljanje s pomanjkanjem vode oziroma sušo. Tukaj je potrebno narediti plan z implementacijo, kako sušo upravljati že, ko ni sušnih obdobij, in izdelati natančne protokole, kdaj, kdo in kje reagira ter na kakšen način. Zato vas ob tej priliki tudi povabimo, da se vključite v našo mrežo oporočevalcev o suši. Povezava na pristop pa je v linku na prosojnici. Seveda pa znanja nikoli ni dovolj, zato menimo, da je pomembno tudi obogatitev šolskih vsebin na temo suše oziroma vode. Vsekakor nam pa v Sloveniji in tudi globalno manjka inštitucijsko ter sektorsko povezovanje. Ker pa suša nima meja, je potrebno omeniti, da je zelo pomembno pri tem mednarodno povezovanje. Tukaj bi še enkrat poudarila Center za upravljanje sušo v jugovzhodni Evropi in tudi tekoče projekte, ki jih na Arso izvajamo v tem kontekstu. Suša postaja vse večji globalni problem in glede na trenutne ekstremne razmere nas skrbi tudi dejstvo, da po podatkih zadnjega globalnega poročila Urada Združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč GAR-21, ki je šel lansko leto in smo na Arso sodelovali s pilotno študijo Podonavja, bo 2/3 svetovnega prebivalstva živelo v območjih s pomanjkanjem vode do leta 2025. Kar 700 milijonov ljudi bo prisiljeno v migracije. Zato je naša proaktivnost za boljše upravljanje z vodo oziroma sušo nujno takoj in povsod. Operativna prognostična služba obsega meteorološko in hidrološko prognozo.
je ključna za obvladovanje različnih vremensko pogojenih pojavov. Napovedi so zahteven proces. Temeljijo na rezultatih prognostičnih modelov. Prognostiki na podlagi svojega znanja in izkušenj ter medsebojnega posvetovanja ovrednotijo in določijo najverjetnejši razvoj dogodkov v prihodnosti. Pri odločitvi sta izredno pomembna tudi predvidljivost dogodka in njegov učinek. Izdaja napovedi in opozoril je ena izmed temeljnih in najbolj prepoznavnih aktivnosti Agencije za okolje. Izvaja se v okviru operativne prognostične službe, ki neprestano spremlja trenutne razmere po državi in njeni okolici ter izvaja naloge obveščanja. V primeru velike verjetnosti nastanka izrednih oziroma nevarnih vremenskih ali hidroloških razmer, zaradi katerih so lahko ogrožena človeška življenja, njihovo zdravje in premoženje, izda in objavi opozorilo. Organizacijsko je prognostična služba zaradi različnosti naravnih pojavov in strokovnosti na več področjih razdeljena na meteorološko in hidrološko prognozo, pri čemer je ravno njuno vsakodnevno sodelovanje ključno za obvladovanje različnih vremensko pogojenih pojavov, predvsem hudourniških poplav ter večjih in sestavljenih dogodkov. Obe prognostični službi sodelujeta vsakodnevno, pri čemer tudi navzven, torej pri obveščanju javnosti, sledimo načelu enega glasu, zagotavljanja enotnih in razumljivih sporočil. Temelj za izdajo opozoril so podatki meritev in opazovanj, bodisi z merilnih naprav ali z uporabo daljinskega zaznavanja, ter rezultati prognostičnih modelov, ki jih prognostiki na podlagi svojega znanja in izkušenj ter medsebojnega posvetovanja ovrednotijo in določijo najverjetnejši razvoj dogodkov v prihodnosti. Zanesljive in pravočasne napovedi zagotavljamo splošni javnosti, službam zaščite in reševanja, ki vključujejo civilno zaščito in gasilce, ter drugim strokovnim službam. Pri odločitvi za izdajo opozorila in njegove stopnje sta poleg napovedi samega vremenskega pojava izredno pomembna še predvidljivost le-tega in učinek, ki ga pojav ima na ljudi ter naravno in grajeno okolje. Predvidljivost naravnega pojava in natančnosti oziroma zanesljivosti opozoril sta neposredno povezana, kar pomeni, da je kljub strokovnemu delu opozarjanje na manj predvidljive dogodke, kot so lokalni nalivi, toča, hudourniške poplave in pa žled, tako prostorsko kot jakostno manj zanesljivo, kot na primer opozarjanje pred močnim vetrom ali ekstremnimi temperaturami, ter pa tudi poplavljanjem morja, ki sodi med bolj predvidljive dogodke. Poudariti velja tudi, da opozorila izdajamo v grafični in besedni obliki, kjer praviloma v besedi natančneje opišemo predviden dogodek, ki je v grafiki prikazan na določenem širšem območju oziroma opozorilnem poligonu. Kot primer dobre prakse organiziranosti prognostične službe ARSO in njenih rezultatov lahko navedemo uspešno opozarjanje z najvišjo stopnjo nevarnosti za istočasen dogodek večjih tipov poplav v začetku decembra 2020, ko je območje slovenske Istre prizadel niz poplavnih dogodkov. Hudourniške poplave, obsežne poplave v dolini reke Dragonje in poplave morja. Poleg tega se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov. Za uspešno napoved tovrstnega kompleksnega dogodka je pomembna tako meteorološka napoved, količine in intenzitete padavin, smeri in jakosti vetra, kot hidrološka napoved pretoka rek in poplavljenih območij, nevarnosti lokalnih hudourniških poplav in pa višine morske gladine. Uporabna opozorila ponujajo hiter vpogled v dejansko ali predvideno stanje glede vremenske ogroženosti. Sporočajo nam, kakšno vreme se obeta in kakšen bi lahko bil vpliv na naše dejavnosti. Nakazana je morebitna gmotna škoda in ogroženost življenj ter podani napotki za ustrezno ukrepanje. Evropske državne meteorološke službe skrbijo za usklajen čezmejni sistem opozarjanja. Informacije si sledijo od hitrega pregleda do dodatnih podrobnosti. Bistven je tudi naš način odzivanja. Ravnati moramo v skladu s previdnostnim načelom.
Uporabna opozorila ponujajo hiter vpogled v dejansko ali napovedano stanje glede vremenske ogroženosti. Sporočajo nam, kakšno vreme se obeta in kakšni bi lahko bili vplivi na naše dejavnosti. Vreme lahko odločilno vpliva na naše dejavnosti. Neugodne razmere nam otežijo ali onemogočijo običajnost vsakdana ali načrtovana dejanja ter povzročijo gmotno škodo ali celo ogrozijo življenje. V pomoč odločanju so meteorološke službe razvile postopke opozarjanja. Na podlagi vseh razpoložljivih podatkov ocenjujejo, ali bodo vremenski pojavi neobičajni, nevarni, manj ali zelo verjetni, ter ali bodo povzročali lokalno omejena tveganja ali pa tveganja na širšem območju. Nenehno torej službe spremljajo vremenska dogajanja, ocenjujejo splošno izpostavljenost in ranljivosti okolja ter dejavnosti in sproti obnavljajo opozorila, ter jih posredujejo po številnih informacijskih kanalih. Opozorila so zasnovana tako, da ponujajo hiter vpogled v dejansko ali napovedano stanje glede vremenske ogroženosti. Ljudem, podjetjem, reševalcem in odločevalcem omogočijo, da vedo, kakšno vreme se obeta in kakšni bi lahko bili vplivi na naše dejavnosti. Nakazana je morebitna gmotna škoda in ogroženost življenj ter podani napotki za ustrezno ukrepanje. Opozorila so za hiter vpogled in razumevanje praviloma urejena po principu informacijske piramide. Najprej je nanizano najpomembnejše, nato postopoma sledijo dodatne informacije. Prvo sporočilo je barva, ki sporoča možno stopnjo ogroženosti pri predvidenem vremenskem dogajanju. Nato je pomembno, za kateri neugodni pojav gre, kdaj bi se lahko pojavil in koliko časa bi lahko vplival na nas, kaj in kako in koliko bi se lahko dogajalo, kakšen vpliv in posledice bi lahko imel ter kaj bi lahko sami naredili, da bi zmanjšali našo izpostavljenost, ranljivost in s tem tveganje. Pri tem pa je zelo pomemben tudi naš način odzivanja. Napovedi namreč nikoli ne morejo biti povsem zanesljive v vseh krajevnih in časovnih podrobnostih. Moramo se zavedati, da je vreme živ, dinamičen sistem, ki diha, se nenehno spreminja. Barva opozorila je namreč namenjena samo dvigovanju ozaveščenosti o ogroženosti, torej o možnosti, da se nekaj lahko zgodi. Vremenske razmere pa se nam lahko zgodijo tudi v hujši ali pa blažji obliki od napovedanih. Ravnajmo torej v skladu s previdnostnim načelom. Če je varnost naše dejavnosti odvisna od vremena, si vnaprej zamislimo potrebne postopke. Ob rednem spremljanju vremenskih informacij in dopolnjenih opozoril bomo bolje pripravljeni in se nam bo lažje odločati ter usklajevati postopke pri odzivih na neugodne razmere. Za boljše skupno zavedanje širše vremenske situacije, višjo pripravljenost in za bolj usklajene postopke pri odzivih na nesreče so evropske državne meteorološke službe v zadnjih 15 letih precej uskladile načine opozarjanja. Prikazi so se precej poenotili in uporabljajo že omenjeni pristop s pomočjo semaforskih barv. Če kjerkoli v Evropi načrtujemo dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer, nam bodo barve opozoril sporočala naslednje. Rumena, vremenske razmere sicer niso neobičajne, vendar je potrebna pozornost. Oranžna, vremenske razmere so lahko nevarne, bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte z razmerami. Rdeča, vremenske razmere so lahko zelo nevarne. Možni so zelo burni vremenski pojavi. Na širšem območju je možen nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so lahko človeška življenja. Opozorila za širše območje Evrope se nenehno obnavljajo in objavljajo na spletnem portalu meteoalarm.org. Slovenska državna meteorološka služba na Arso seveda obvešča in opozarja tudi po domačih informacijskih poteh. Opozarja se do 5 dni vnaprej glede verjetnosti za izdaten dež, okrepljen veter, močnejše nevihte, zimsko vreme, snežne plazove, visoko morje, izjemen mraz ali vročino in požare v naravnem okolju. Pri opozarjanju je zelo pomemben tudi tako imenovani princip en sam uraden glas, ki pomeni, da najpomembne opozorilne informacije v izogib zmedi prihajajo vedno iz enega uradnega vira. Arso v tem okviru nenehno obvešča javnost in v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z ustreznimi državnimi ustanovami z tega področja. Podnebje se spreminja.
Temperatura ozračja v Sloveniji je bila v prvih 2 desetletjih tega stoletja za 1,8 stopinje Celzija nad ravnjo predindustrijske dobe, v zadnjem desetletju pa kar za 2,1. Toplejše podnebje bo okrepilo zelo mokre in zelo suhe vremenske in podnebne dogodke. Ti pa povzročajo poplave in suše. Lokacija in pogostost teh dogodkov bosta odvisni od sprememb v regionalnem kroženju zraka, vključno z gibanjem monsunov in pa ciklonov zmernih geografskih širin. Kaj podnebne spremembe prinašajo v Sloveniji in kako verjetne so spremembe v pogostosti izrednih dogodkov, bo povedal Renato Bertalanič. Podnebne spremembe in stopnjevanje izjemnih vremenskih dogodkov. Avgusta lani je Mednarodni odbor za podnebne spremembe izdal že 6. poročilo o podnebju. V zadnjih letih so izboljšave v meritvah in paleopodnebnih podatkih, novi podnebni modeli, analize in metode združevanja več sosledih dokazov omogočile izboljšano razumevanje vpliva človeka na širok spekter podnebnih spremenljivk, vključno z vremenskimi in podnebnimi ekstremi. Nedvomnost večine ugotovitev je zato večja kot v prejšnjem poročilu. Zdaj je že nedvomno, da je povečanje temperature ozračja, oceanov in tal posledica vpliva človeka. Dogajajo se obsežne in hitre spremembe v ozračju, oceanih, kriosferi in biosferi. Kakšno je sedanje stanje podnebja? Vsako od zadnjih 4 desetletij je bilo zaporedoma toplejše od vseh predhodnih desetletij po letu 1850. Globalna temperatura ozračja na površini planeta je bila v zadnjem desetletju skoraj 1,1 stopinje na tisto v obdobju od 1850 do 1900. Nad kopnem je bil prirastek še večji, okrog 1,6 stopinje Celzija. Globalno se je višina padavin nad kopnem od leta 1950 verjetno zvišala, od 80 let prejšnjega stoletja pa se višanje stopnjuje. Najverjetneje je že od 50 let prejšnjega stoletja za to kriv človek. Za umikanje ledenikov in zmanjševanje površin arktičnega ledu je prav tako zelo verjetno kriv človek. Zgornja površina oceanov se ogreva že od 70 let prejšnjega stoletja. Povprečna gladina oceanov se je v prejšnjem stoletju dvignila za okrog 20 cm. Stopnja dviganja se veča. Spremembe v biosferi od 70 let prejšnjega stoletja so konsistentne z globalnim ogrevanjem. Podnebni pasovi so se na obeh poloblah pomaknili proti poloma. Podobno je bilo v Sloveniji vsako od zadnjih 3 desetletij toplejše od vseh predhodnih. Povprečna temperatura ozračja v Sloveniji je bila v zadnjem desetletju za 2,1 stopinje višja od predindustrijske. Od 60 let 20. stoletja se je v zadnjih letih v Sloveniji ogrelo za več kot 2 stopinji Celzija. Spremembe pa niso vezane samo na temperaturo. Od človeka povzročene podnebne spremembe že vplivajo na veliko vremenskih in podnebnih ekstremov v vsaki regiji sveta. Dokazi o že opaženih spremembah v ekstremih, kot so vročinski valovi, močne padavine, suša in tropski cikloni, so čedalje močnejši, prav tako pa človekov vpliv nanje. Kako bo v prihodnosti, je močno odvisno od prihodnjih človekovih izpustov toplogrednih plinov. Ti so močno odvisni od družbeno-ekonomskega razvoja človeštva. Projekcije za prihodnost kažejo, da se bodo v prihodnjih desetletjih podnebne spremembe stopnjevale v vseh regijah sveta. Globalna temperatura bo v prihodnjih 20 letih presegla vrednost 1,5 stopinje nad predindustrijsko. Če ne bomo hitro in učinkovito zmanjšali izpustov toplogrednih plinov, cilja 1,5 stopinje in tudi 2 stopinj Celzija nad predindustrijsko ravnijo ne bo mogoče doseči. Če bomo občutno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov in dosegli do leta 2080 ničelne neto izpuste ogljikovega dioksida, se bo globalna temperatura do konca stoletja ustalila na vrednosti približno 1,8 stopinje nad predindustrijsko ravnijo. Za Slovenijo to pomeni ogrevanje 3,2 stopinje od predindustrijske dobe. Če bodo izpusti ostali na sedanji ravni do sredine stoletja, potem pa se postopoma zmanjševali, bo globalna temperatura do konca stoletja dosegla vrednost okrog 2,7 stopinje nad predindustrijsko in bo še naraščala. Ta scenarij je najbližje sedanjemu dogajanju. V Sloveniji se je v tem primeru do konca stoletja ogrelo za skoraj 5 stopinj Celzija nad predindustrijsko ravnijo. Če pa se bodo izpusti še povečevali in se podvojili do leta 2100, bo globalna temperatura dosegla vrednost okrog 3,6 stopinje nad predindustrijsko. V Sloveniji bo to pomenilo okrog 7 stopinj Celzija nad predindustrijskim povprečjem. Vendar ne gre samo za temperaturo.
Podnebne spremembe bodo prinesle različne druge spremembe v različnih regijah sveta, ki se bodo še okrepile z dodatnim segrevanjem. To velja tudi za Slovenijo. Vročinski ekstremi bodo pogostejši in intenzivnejši, več bo vročinskih valov, suše bodo pogostejše in intenzivnejše. Toplejše ozračje bo okrepilo vodni krog. Padavin bo več, ne pa nujno padavinskih dni. Obilne padavine bodo postale pogostejše in intenzivnejše, kar bo sprožilo tudi več poplav. V Sloveniji pričakujemo več padavin po zimi in ker bo tudi snega in snežne odeje, ki bi zadrževala padavine manj, pričakujemo več poplav po zimi. Podnebne spremembe bodo vplivale na padavinske vzorce. Na večjih geografskih širinah se bodo padavine najverjetneje okrepile, za južno Evropo pa projekcije kažejo na zmanjšanje količine padavin. Slovenija spada med območja v Evropi z največjim številom neviht. Te bodo postale pogosteje jih bosta spremljala toča in viharen veter. Nekatere raziskave kažejo tudi na do 2,5-kratno povečanje razmer za točo, večjo od 5 cm. Obalne regije bodo še naprej pod vplivom naraščanja morske gladine. Zaradi tega bodo postali poplavni dogodki, ki so se do sedaj zgodili enkrat na 100 let, do konca stoletja tudi vsakoletni. V mestih bodo te spremembe še okrepljene, predvsem se bo poznala vročina, urbane poplave in dviganje gladine morja pri priobalnih mestih. Te in še več informacij o podnebju v preteklosti in sedanjosti ter podnebnih spremembah v Sloveniji lahko najdete na spletni strani Arso. Hvala, da ste bili z nami. Nasvidenje.